Dobrodošli na video. Ker sem si glavo prala in zdaj si zadnje cajte malo drugače sušim lase in sicer z onim fenom na krtačo. In še peno si dam zato, da imam malo več volumna, tako da vam bom pokazala, kako si to naredim. Mislim, nisem še zdaj tako vešča o tem, ampak gremo pogledati. Dam si približno na toliko pene, pravi eno jabko pene in si jo utrem v korenine las, po dolžini niti ne dam, ker itak se gre za volumen. In pol si na hitro posušim z navadnim fenom, tako da niso čisto mokri. In potem sem si jih počesala. Pol si razdelim lase v dva dela, pač zgornji in spodnji, da je malo lažje. In se ful fokusiram bolj na pač korenine, da tam ustvarim volumen. Na koncu pa tak malenko zaukrivim oziroma skodram konc, ampak s to veliko krtačo ne gre tako fajn, imam še ono manjšo, ampak bolj se mi je šlo, da imam pač pri lasišču volumen, ker jaz imam dosti take, imam goste lase, ampak tu po vrhu imam take, pač nimam to gostih, zadnji imam ful goste. Mogoče se komu ne zdi, da je neki ful volumen, ampak meni ful hitro padejo in si moram vedno pač dati nek suh šampon ali pa kaj, pa še zmastijo se mi hitro. Da se bolj fokusiram na ta zgornji del, da si res naredim fajn in pol mi zdrži 2 dni, kar je presežek. Lačna sem, pojma nimam, kaj bi jedla, nekaj jo treba zrihtati. Pa odločila sem se, ignorirajte to, ali bom te, ali pa bom kapice, da bom jih tak na vrvico dala, pa jih bom malo tudi po okno, ker je tak pač prazno okno. Glede na to, da streamam enkrat na teden tukaj pač v kuhinji, bi mi bilo lepo imeti kaj in bom tako različne dolžine po moje naredila. Skoraj sem pozabila na šalice božične. Jaz sem mislila, da jih imam ful več, tako da letos sem se ful branila, da bi si kako šalic kupila. Mislim, šalic nasploh imam ful, ampak božičnih pa sploh nimam toliko. Ampak ja, nimam placa, sem mogla dati ene stare, mislim, druge šalice drugam, tako da. To je pa moj drug obrok dneva, danes nisem imela cajta oziroma niti energije kuhati, jesti. In sem si zdaj na hitro naredila tuno, koruzo, tu imam kremni sir pa jogurt, zato ker nisem imela več kisle smetane, drugače dam kislo smetano, ampak če zmešaš jogurt pa kremni sir je v bistvu kisla smetana. Pa ta kruh, v Lidlu pa Hofru jih imajo, sem si v airfryer dala in to je to. Pa dala sem se v ta onesie, tako da bom v vzdušju. Dobro jutro, danes imamo spet do stvari za narediti, tako da se bomo kar lotili. Prvo na seznamu je, da naredim uvod še za angliški vlog, pa to sličico za moj stream, da bo bolj božična. Takrat sem jesensko naredila, zdaj božično. Delam pa v Canvi, torej v Google napišeš Canva in lahko ustvarjaš tam. Ene stvari so plačljive, ene ne, jaz pač vedno ne zastonj najdem. Tako da, ja, dajmo.
Sem si v Tediju res take kičaste krožnike kupila, oziroma enega tega, božička. In pa tega mini. Tako da, je danes 1. december, bomo jedli zajtrk oziroma kosilo na tem krožniku. Evo, še sladica, 2 klementine, pa božični video. Oh my god, koledarje moram odpreti, 1. december je. Bom tega na streamu, pa bom Kinderja tukaj na video odprla, pa bom vsak dan probala, mislim, ko bom pač vzela, bom probala malo menjati. Mika pa spi, tako da bo pol dobla, nekje v Mari spi. Ok, kje imamo enko? Kera velika enka. Kaj mislite, da bo nad njom pojma, ker mislim, da ne kaže zadnji. Jaz rečem, ne, to je po moje Kinder čokolada, pa to. Kaj je bilo tako veliko? Kinder Bueno. Wow, nisem vedela, da bo to tak. Smisla, da bo je pač sam teže znani izdelki. Cute. To bo moje tako kusko Kinder jajčka. Ja, tako Kinder jajčka zgleda. Ok, eno ful resno vprašanje. Ko odprete vrata, jih pustite odprta ali zaprete? Jaz sem časih pustila odprta, ampak meni je všeč, da vidim slikico. Tako da zapiram. Ful resno vprašanje, ne? Bomo videli, kaj je polonem. Ampak tisto na streamu, kot sem rekla. Za Mikico pa tudi ne vem še, kaj bo. Ok, začela sem postavljati smrekico, končno. Ta smreka je z mano že 4 leta. Ne vem, rekla sem, da ko se preselim, si nov kupim, ampak nekako mi prav taka velikost paše. Glih prav placa je pa tudi čist je super, tako da če bom kdaj v večjem prostoru si bom kupila večjo. Tu sem ugotovila, da se mi je zlomil ta podstavek, zato ker je ta smreka tako trda, mislim, tako trdo je daš not, pa tudi groba je, zato lahko vidite, da imam rokavice oblečene, ker sem vsako leto bila tako popraskana. Evo, najprej bolj ta dolgocajten del, ko moraš smrekico narediti košato, vse vejice, vsako vejico posebej na razen dobiti, ampak mi je Mika delala družbo. Jaz imam te lučke, ko so tak na enem krogcu in pol tak padajo dol, nimamo njih, ko jih okoli navijem. Jaz imam vedno prvo lučke, zato da se lepo skrije te kablje, pol za okraski in jih ne vidiš. Tukaj malo zgleda, kot da so vsi nametani, ampak pol sem jih tak malo nadbolj v sredino potisnila in se te kabli skrile. So pa tudi malo predolgi, zato sem rekel, da jaz pol en kabel dam dvojno, torej grem dol in gor in pol je glih prav. Kot ponavadi imam rada malo kiča in tako da ta veriga se mi zdi, na meni to ni všeč, meni je ful všeč ta verigica in tako malo poveže se stvari. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh,
Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. Oh my god. Prav, res smrekica naredi, pač to je vse že bilo prej, ampak smrekica res naredi ono bam. Perfektno. Kaj praviš, Mika? Nije še napadla, ampak malo me je strah, ker jo imam dvignjeno. Razmišljam, če bi malo prevezala na radiator. Si se igram z njo fest, ampak takrat, ko nimam pozornosti, pa danes po noči recimo je bila tečna. Zbudila me je 2-krat. In me je malo strah, ker je plezala po zgornji polici. Hihi. Lega lepega imaš. Gingerbread man. Ti je všeč? Čisto vzdušjo, ha? Zdaj pa eno vročo čokolado, pa se vse pa malo počivati, kaj pravite? Skočila sem hitro v trgovino, imam še 45 minut do streama, ker sem rabila rjav sladkor, pa še par drugih stvari. Kupila sem torej 2 vrečkice rjavega sladkorja, pol moko, ker nisem bila ziher, če imam dost smatega riža, mi zmanjkuje eno solato, paradajz, koruzo in peteršilj, ker bom delala spet to corn salso, eno smetano za kuhanje, kislo smetano. Sem jedla te vrečkice, pa so bile tak neki čez 2 evra, pa jih je 20 in jih dostkrat rabim. Pol eno limeto, cimet v palčkah, mlečni namaz klasik, ker ga bom dan za recept utrabila, a ja pa to rabim za recept. In pol sem rekla, ok, probam ta biftek, čeprav mi po barvi ne zgleda tak, ko sem ga jaz navajena. Ampak ja, ful se mi ga zluštalo. Jaz ponavadi jem iz mesnice enega in ja, ta je pač išpara, ne vem. Ta je res ful ogromno tost, tako da ga bom malo zrezala. Jaz dam maslo, pa biftek, pa ponavadi še majonezo. Ja. Ni šla. Ni to, kar sem navajena, ampak cool. Evo, prvič sem delala cimetove rolice, v bistvu sploh ni bilo tako težko. Jaz sem dala, kot sem rekla, recept na pol, bo pa recept v opisu, pa tudi video, po katerem sem delala. Tukaj sem začela pripravljati kvas, jaz sem kar ta instant kvas uporabila, ker je tudi v receptu ta. Dodala sem toplo mleko in cuker. Daš to na stran in počakaš, da malo naraste. Vmes sem stopila maslo. In pol, ko je kvas pripravljen, dodaš še sol, jajco in to zmiksaš. In pol dodaš še stopljeno maslo, ampak ne prevroče, da se ne jajca, da ne zakrkne. In pol postopoma dodaš moko, ki jo preseješ in vmes smešaš, da se ne kar naenkrat vse skoprime. Lahko delate tudi z mikserjem. Zdaj ta recept, ko sem jaz gledala, je delala kar z roko in se mi zdi čisto super. Jaz dosti stvari ne delam z mikserjem, ker nimam onega stoječega in mi je tako lažje. Ko se vse lepo združi, dam na desko, malo jo pomokam in pol gnetem, dokler da se res vse sestavine ne lepo, bom rekla, spojijo in da dobimo tako gladko testo.
Potem sem dala testo počivati in sem ga tudi pokrila, medtem sem pa pripravila nadev, ki je v bistvu ful enostaven, rjav sladkor in cimet, pa vaniljev koncentrat. In to je to v bistvu. Tisti recept je imel malo narobe napisano, koliko cukra in sem jaz polkrtek malo na oko dala. Iskreno, meni bi bilo všeč tudi, če bi manj cukra dala, ampak to je pol čisto po želji. Evo, tukaj je že testo vzhodilo, tako da sem ga v bistvu pripravila in tako malo v kvadratno obliko oblikovala, da pa lahko lepo zrolaš. Zdaj zvalaš ga na približno, rečemo, ne vem, pol centimetra. V glavnem ne čisto tanko, tako da je še malo, tako bi skoraj potico delo, bom rekla. No in pol nadev lepo razporediš in potem začneš rolati. Pri tem ni tako pomembno, kako rolaš, mislim, probaš na tesno, ampak recimo pri potici se meni zelo ful težje to delati. Pol sem si jaz tako malo označila, kje bom zarezala, da se ne polovim in pol narediš take rolice, kaj pa vem, po moje 2 cm ali pa 3 cm, da so široke. Pol sem namazala maslo v ta modelček, lahko uporabite kvadratnega, jaz sem imela kvadratnega ful prevelikega in sem rekla, bom dala v ta model za torto. Edino, kar bi spremenila je, da bi jih ne bi toliko skupaj nadevala, pač lahko se malo dotikajo, ampak pol, ko narastejo, se čisto preveč dotikajo in so se mogoče malo preveč sprimli skupaj, ampak še vedno ni zdaj to ful vplivalo na okus. Tako da, če imate kako večjo posodico, jih kar malo bolj narazen, ampak vseeno je fajn, da se malenkost dotikajo, da niso pol čisto suhi okoli. Tu sem še pustila, da malo narastejo in pol so bili pripravljeni za pečico. Zdaj, ta krema na vrhu je v bistvu ful enostavna, ampak jaz bi vam predlagala, da mogoče uporabite kako, ne vem, mogoče rikoto ali pa mascarpone. Jaz sem uporabila kremni sir, ampak je malenkost slan, kar mislim ni nič narobe, ker pol itak dodaš ta sladkor v prahu in pa malo mleka, ampak ja, mascarpone je tako bolj neutralen, pa ne ful preveč sladek, tako da. In to namažeš, lahko pa tudi brez tega, ampak jaz sem hotela res probati, ko je po receptu. In ja, ful je bilo dobro, sočno, sladko, sigurno bom še kdaj spekla, razmišljam, da bi mogoče za božič naredila to doma, da probajo. Tako da priporočam recept. Evo, končala sem kuharski stream, ful je bilo dobro, še boljše pa von. Prav voham božič in se mi zdi, da mi je točno to manjkalo, ker je pač sej, medtem, ko sem streamala, sem non-stop gledala sem, ker mi je tako všeč. Ampak je nekaj manjkalo, ni bilo onega vzdušja, poleg tega, da sem pač zdaj 2 dni sem dekorirala, nisem nič uživala v dekoraciji. Mi je manjkal ta von in res von je najbolj močen čut, ki je povezan s spominom, tako da direkt po božiču diši, direkt po božiču, Mikica, ja, direkt po božiču. Ja, če še niste kdaj pekli, jaz bom dala spod recept, po katerem sem jaz delala. Sem ga dala pa na pol, zato ker pač ne rabim toliko teh bancov, ker sem sama. Zdaj pa edino, kar bom naredila, je, da se stuširam, z Miko igram in pol grem pred TV, ker sem tako utrujena, ampak je bilo ful fajn. Končno čutim to vzdušje. Prav svečo bi mogli narediti tako. Ok, na Miko sem skoraj pozabila. Mika, kje si? A si ready? Pridi. Miki. Kje je Enka? Chicken. Mika, chicken je. Da vidimo, ona je zakomplicirana mucica. Voha nekaj, le? Ja, dobro. Ti je všeč. Bajsika. Lejo, a sploh grizeš ti? Se so taki mehki sam.
Grizeš, pridna si. Evo, tvoj prvi adventni koledar. Ti si kot en otrok. Ti je zabavno, ali? Mislim, ti bi še. Da mi ona je možna to raztrgati, pa si sama dobiti. Tak rauber je. Ti bi še?